En lep dober dan, Tanja Skaza z vami. Danes ne bom zvečer, ampak bom sedaj. Zaradi tega, ker imam čez 1,5 ure že kakao obred z našimi ambasadorkami in vseeno vas pa nisem pustila čisto brez videa, ampak sem se odločila, da nekaj kratkega posnamem. Res, tako da danes bom gledala na uro, da bom res v 15 minutah. Predvsem tudi tema, ki bo mogoče vam pomagala, mogoče izboljšati kakršenkoli odnos, tako na osebnem, kot tudi na poslovnem področju. Marsikdo me sprašuje, da naj mu povem, kaj sploh pomeni, ko reče, moja namera je, da se osebe povežejo, sodelujejo, opolnomočijo in je dostikrat v igri, kaj to pomeni povezati se z nekom. In ja, to je prvo, ali pa sodelovati z nekom. Najprej, kaj je izredno pomembno, kako se vi s to osebo povežete. Pa bom najprej se dotaknila, majcem bom šla na izvor, da bomo prišli šele potem na to povezavo. Na tem planetu ni najboljših ljudi, ni najslabših, ampak vsak živi svoje poslanstvo. Vsak dela tisto, kolikor zmore, vsak je najboljši v sebi, vendar ne, da štrli od drugih, zaradi tega, ker kaj smo mi boljšega naredili. Takoj, ko se nam to zgodi, da rečemo, jaz sem najboljši, mi gledamo potem ljudi z viška, to pomeni tako, dol, iz viška, malo se postavimo in jih pogledamo navzdol. To pomeni, poskušajte to besedo iz svojega besednjaka vzeti stran, zato ker to res potem ne pomeni povezave z nekom ali pa tudi sodelovanja. Tukaj notri ni prostora za to. Ampak prostor pri tej besedi, da smo najboljši, nas opolnomoči nam ego, da mislimo, da smo toliko boljših od ostalih in da si zaslužimo več kot kdorkoli drugi. Kdorkoli pride k meni, ali je to na obred, ali pride na akademijo, ali na coaching, ali kamorkoli, vedno poskušam izhajati, da gre noter vase, da išče tisto, kar njemu pomaga, da ga opolnomoči. Nikoli ne uporabljam besed, ti si najboljša, ti si najboljši, ampak resnično rečem, le ti vse zmoreš, poglej, koliko si vredna, to meni gremo od znotraj, prihajamo od znotraj. In če se ljudje opolnomočijo na način, da rečejo, ti si top of the top, ti si tam, se ljudje opolnomočijo na čemu? Na moči, na vplivu, na egu in še marsikaj drugega. In tudi potem na tekmovanju. Ko pa prihaja do tega, da vi spoznavate sebe, kdo ste, to bomo danes delale. Vidim, da mi mozovček mi je pogledal ven in gledam, kako to, da ga prej nisem videla, ampak na kameri ga pa vidim. Pomeni, ko nekdo vam govori, kdo ste vi, koliko ste vi izmed vsega, na gor dol, se res opolnomočite na ne glih lepih vrednotah, ampak vrednote, ki vas še bolj oddaljujejo od tistih vrednot, ki bi vam pomagale, da služite ljudem, da pomagate ljudem, zato ker ste pač na tem planetu. Ker čisto vsak od nas ima nalogo nekomu služiti na nek način. Zdaj pa preko spoznate, kdor v resnici ste in kaj je vaše poslanstvo. Tisti, ki še ne veste, pridite moji merjani, vam bom potem povedala. Tisti, ki pa res čutite to, pa delate izključno na sebi, kajti vsi odgovori, čisto vsi odgovori so v vas. In bistvo pri mojih namerah je, ko rečem povezovanje, da se povezujemo z ljubeznijo, z iskrenostjo in s pozitivno naravnanostjo. Pozitivna naravnanost je svetloba, kar pomeni, da karkoli pride tema okoli nas, vemo, da na koncu tunela je vedno svetloba. In če ljudje radi ogovarjajo, če ste vi svetla oseba, če vi ste pozitivno naravnana, se pri vas pa zgodi to, da vi rečete, to me res ne zanima, raje povej njej, če ji ne morem pomagati, ne bom tudi odmagala. Tako da, zdaj vidim kolikokrat, to malo kasneje se bom dotaknila, ker grem na kakao obred, pa bom tudi to povedala, zakaj se ljudje bojijo svetih medicin, med njimi tudi kakao, zakaj se bojijo. Kar pomeni,
Moja naloga, karkoli moja naloga je, da ljudi povežem, ampak da jih povežem res na srčnem nivoju, da govorijo iz srca, ne toliko iz uma. Saj veste, odprite srčke in vaši umi vam bodo sledili. In naprimer na kakih konferencah, kjer vsi govorijo v umu in jaz zraven poslušam in moram kaj sodelovati, jaz 70% tega ne slišim, kaj govorijo. Ne? Slišim tisto takrat, ko pride srček noter. In včeraj sem bila na Gazela in je naša predsednica rekla, mi je bilo tako všeč, ker je tako prav začutila sem ta srček na polno, ko je govorila, da si želi, ko je pogledala gor, potem pa je rekla, tako si želim, da bi Slovenija bila manj, da ne bi bila nevoščljiva, ampak da bi se povezovala, da bi se čutilo to povezovanje, to sodelovanje. In je res govorila iz srca, tako jim je padlo noter v srčekana. Kar pomeni, da včasih ljudje, ki so dokaj v srčnem nivoju, ne slišijo toliko tiste ljudi, ki govorijo v umu, izključno iz uma. In obratno, tisti, ki so v umu, tako kot mogoče jaz ne slišim, one, ki so sem v umu, oni po mojem mene sploh ne slišijo. In me tako gledajo in si mislijo, kaj ta sploh govori. Ampak to je normalno. To je normalno. Danes sem dosti bolj pripravljena, ker se že pripravljam za kakav obred. Sem dosti bolj odprta že v srčku. Zato, ko bi vsi ljudje vedeli, kako bi bil lažji ta svet. Ampak lažje iz tega sveta bežati. Lažje iskati odgovore zunaj vas, kot pa znotraj vas. Vse veste, kako pravijo. Najtežje je spreminjati sebe, vse druge bi radi spremenili. Ampak ko začnemo sebe spreminjati, pa vsakemu obljubim na tem planetu, da ti svet nikoli ne bo lepši, da nikoli ne boš srečnejši, da boš vedno, ampak vedno boš bolj srečen, vsak dan vedel, da si boljša oseba, poln ljubezni, bolj se bo sprejemal, bolj si bo zaupal, uspešnejši, vse, če boš začel iskati odgovore v sebi. Ok, gremo se majčkeno dotakniti, če ljubezen sem vam povedala. Za svetlobo naj vam še povem, ko rečem povezovanje v svetlobi. Svetloba je pozitivna naravnanost in jaz zelo rada opazujem ljudi, s katero temo, ko dobijo neko novo informacijo, katero temo preodprejo na gor, to meni na pozitivno ali na slabo. In glede na to, da smo skozi obdani z nekimi informacijami, ki niso dobre, bomo vedno začeli, to je podzavestno, bo vedno pot zbrala, da bomo govorili tisto, kar je slabo, strahove bomo odprli. Drugače pa pozitivno naravnanost pomeni to, da vedno vidite, kaj vam to sporoča, kako bi lahko to obrnili navzgor. Kar pomeni, če bom plastičen primer, nekdo pride pa reče, to se ne da, gor dol sem tja, ga ustavite in ga vprašite pa reči, kako pa ti vidiš, da bi se lahko dalo? Ustavite, to vam ne prenaša tistih informacij, vi pa daste osebi in odprete na gor, na pozitivno. To pomeni, da razmišlja pozitivno. Jaz bi lahko vam zdaj 10 primerov še kakih povedala, ampak en je dovolj, da ob 4 končam. No in še tretji, iskrenost. Zakaj? Moj mož pravi, tebi je vedno v življenju lahko, zato ker govoriš resnico in potem ne rabiš nič razmišljati, kaj kalkulirati, pa gor, pa sem pa tja. Dragi moji, če ne govorimo resnico, tisto, kar čutimo iz srca, se slej ko prej enkrat zaciklamo. In če se ne zacikljamo mi, se vam zacikla nekdo drug. Primer, bom dala en primer. Odločite se, mogli bi iti ob 5 ali pa ob 6, bi mogli iti z nekom na neko, večerjo. In vi rečete, da nekaj se vam je zgodilo, da je prišlo nekaj vmes, sem tja, pač malo se izgovorite. To je laganje, to ni resnica. Bolje bi bilo, veš kaj, meni se pa ne da, ampak glede na to, da smo mi navajeni, da ne smemo užaliti nikogar, ker nas je strah, če bi koga užali, v resnici pa sploh ne vemo, kaj če se oni osebi tudi sploh ne gre. In potem se nam zgodi, slučajno se zgodi, da mogoče se pa vi kje na istem mestu, na drugem mestu srečate z njegovo sestro ali z njenim bratom ali z njenim sodelavcem. In slej ko prej se bo zgodilo, da bo to prišlo do te osebe. Zato pravim, iskrenost je res tista.
Moj mož pravi, da je to najbolj enostavno, jaz se strinjam, je pa najprej za J, ko se začne. To meni zahtevno je na začetku, ampak potem, ko se začne, ne more biti lepška. Ok, zdaj se pa še dotaknimo, ne vem, mi imamo danes kakavo obred, jaz sem že kar noter v obredu, kakor se mi mogoče že vidi ali pa čutijo tisti, ki so zraven mene. Moj mož bi me se sem cartal z mano, ona pravi, da tako dajem ljubezni, da to kar žari in potem je bil kar s menoj. In mogoče ne bi zdaj samo se vezala na kakao obred, ampak bi se vezala kar na vse svete medicine, katerekoli pač so. Ko sem prvi šla na svete medicine, je bilo zanimivo, da sem jih tako priljubila, da to je bilo nekaj, kar je bilo, oh my god, prišla sem domov. In potem sem spoznala, zakaj so mi bile svete medicine tako blizu. Kaj je bil tisti razlog, da jaz nisem bežala, da nisem skakala, da nisem bruhala, da pač nisem, ne vem, nekih travm doživljala od tega in sem ugotovila, to sem že pred časom, zdaj, ker sem pa za kakao se pripravila, mi je bilo pa dobro, da vam podelim. Sem ugotovila, da zato, ker kadarkoli sem imela izziv, a veste, kot delodajalec ne more iti tam pa na kavo, pa malo potožiti o svojemu vodji. Zaposleni, ko je zaposleni, on se usede s katero prijateljico ali pa prijateljem, pa se pogovarja o vodji, o delodajalcu in vseh drugih. Jaz se nisem imela s kom, jaz sem šla v mojo sobo, sem se zaprla in se poglabljala, kaj mi to sporoča, kaj se moram iz tega naučiti. Dejansko sem večino časa bila dosti sama. In zato sem si včasih rekla, da sem kot tak samotar, ali pa ko je moj sin kdaj slišal, da grem s kom ven, je rekel, bravo, mami, a greš ven. Zato, ko mi je bil navajen, da sem skozi doma, če sem, rešujem vse seboj. In svete medicine vas vodijo samo do tega, da najdete odgovore noter v vas, da jih ne iščete zunaj. In zdaj bom mogoče za zaključek podelila, to bo danes moje punce delale, se že ful veselim, res, to pomeni, kakao odpre našo srčno čakro, malce nam da korenine, to pomeni, nam da steber, da se čutimo, kdo smo, in potem dobivamo odgovore, kaj je tisto, kje so tiste blokade, ki nas skozi ciklajo, da ne moremo iti ven iz tega. Kakao je najbolj nežen, najbolj blag od vseh. Potem se pa nadaljujejo svete medicine. Jaz sem prišla, najdaljša moja je vačuma, to pomeni, to je kaktus, to je San Pedro, medtem ko ostane naprej, seveda sem še probala, vse sem mi še kar dosti drugih, ampak tisto, kar pač moji zdravilci so usposobljeni, da tam tudi jaz grem. Ok, zakaj se nam to dogaja? Zakaj se nam to dogaja, da se bojimo svetih medicin? Ja, glih s tem namenom, ker tolikokrat, namesto da, ko se nam zgodi, ni v službi nekaj dobrega, gremo takoj nekomu povedati, kaj je vodja narobe naredil, kaj je sodelavec narobe naredil, kaj delamo slabo, česa nimamo in tako naprej. Enkrat sem vam že zgodbo govorila, mojemu sodelavcu, hvala Bogu, da bil sem 3 mesece z nami in se nekaj, havš, to je bilo odlično. Vesolje nas vedno ščiti in vedno dela v naše dobro, ampak dela to, kakršni ste. Če šimpate, vam bo tega še več dajo, ker rabite več teh preizkušnj. Takšni, ko ste, to vam bo vesolje dajalo. Zdaj bi vam pa opisala čisto kratko, preden grem mojim dragim damam, da boste začeli sprejemati sebe. Navajeni smo, tudi moja mama je bila navajena, pa tudi moj ati je bil navajen, pa tudi moj brat, pa tudi jaz sem bila navajena. Zelo radi govorimo o naših partnerjih ali o partnerkah, koga pač imate. Govorimo mogoče slabe stvari o njih ali pa o njih, da rečemo, kak je, nič ne dela, nič ne to, nič ne ono, no, in govorimo vse, kar pač spada slabo pod to osebo. Naj vam povem, da vse, karkoli poveste o tem partnerju ali o partnerki, vedno govorite o sebi. Vedno govorite o sebi. Ker v podzavesti je to skrito, ker to, kar vi čutite do partnerja ali pa do partnerke, del vaše podzavesti. In vem, drage moje, da me boste zelene rekli, da se s tem ne strinjate. Drage moje, tudi jaz sem šla čez to. Tudi jaz sem šla čez to, čez isto preizkušnjo, tako kot je šla moja mama,
pa je šla moja babica, pa je šla moja prababica, pa je šla moja ena teta, pa je šla druga teta. Ena teto sploh ne morem spremeniti, še dan danes, še kar misli, da so vsi drugi krivi, samo ona, da je najboljša. Ampak bo to v drugem življenju mogla oddelati vse, tako da jaz si zdaj samo ljubezen pošiljam, samo ljubezen. No, in karkoli govorite o svojih najbližjih, mogoče je meni najtežje poslušati, mogoče ne toliko partnerji, koliko otrocih. Najtežje mi je poslušati, ko katera mama ali oče ogovarja svoje otroke. To vam pa resno povem, ne glede na to, koliko ščitov si jaz ponavadi naredim, pa imam kamenčkov noter v modrčkih, pa se pripravim na to, pa pijem kamalongo in tako naprej. Tako močno me zaboli, kar pomeni, da iz prejšnjih življenj se je tudi meni moglo to dogajati. Na? In resno, če ste vi nekoga naredili z ljubeznijo, lepo prosim, potem nikoli ne boste govorili karkoli slabega. Če ste vi mama, imate svoje otročke, ne pričakujte, da bodo vaši otroci vas klicali. Vi ste tisti, ki boste njih poklicali. Oni bodo klicali svoje otroke. Vedno je tako. Vi ste jih rodili. To meni, vi ste naredili. Oče, vi ste naredili ga. In vi poskrbite za to, da on čuti ljubezen od vas. Aha, potem pa pride do tega, ja, nič ne dela ta okolica, kaj se je zgodilo gor dol. Ni res. Vedenjski vzorci jih ima vaš otrok v podzavesti. In tega je več kot 90%. Okolica en delček vpliva, zaradi tega, ker najde podobne ljudi, kot ste vi. Zato, ker ga to privlači. To pomeni, če vi radi ogovarjate, potem bo on tudi našel take prijatelje, ki so njegovi starši taki. Zato, ker se po vedenjskih vzorcih najdete. To meni vsi po vedenjskih, podzavestnih vzorcih. Se opravičujem, no, vse to so pa tudi lastna prepričanja potem. Tako da, marsikaj lahko spremenite v življenju, poskušajte na tak način, da najdete dobre stvari, dobre lastnosti pri vaših osebah. In vam garantiram, da se boste vi čisto spremenili. Vi se boste spremenili, začeli boste gledati. Potem, ko boste delali spremembo na sebi, vam bodo začeli odhajati ljudje. Ali pa, ta je tudi dobra nočna. Ko začutite, da ste v okolici ljudi, ki vam res več ne odgovarjajo, dajte si narediti seznam, kaj vam, ta preveč ogovarja, ta ponižuje svojega moža, ta je škrta, napišite si seznam. To so vse vaši podzavestni vzorci. In začnite delati en po en, en na en. Tudi jaz sem to delala in naj povem, tudi moje drage dame delajo vse enako, čisto vse, vsaka enako. Jaz si ne želim nobene akademije, nobenega coachinga, nobene delavnice, nobenega obreda delati, da sem birgla nekomu. Jaz želim nekoga opolnomočiti, da najde svoje vzorce v podzavesti in te vzorce odpravlja. Tako da, bodimo povezani, ne na tisti način, ki sem ga prej naštela, ampak bodimo povezani in sodelujmo z ljubeznijo. Pride srčke, ne se pa, da vas bo kdo prizadel. Če vas bo pa prizadel, pa to morate naoddelati, ker to je nekaj, kar za oddelati, da boste potem lažje šli. Z iskrenostjo delajte vse. Resnica je ultimativna pot do popolne ljubezni. Samo resnica. Ne glede na to, kakšna je, ali boli ali ne boli. Vedno si rečemo, ja, jaz ne bi povedal tistega, kar ne bi želel, da pove oseba meni. Pa ni res. Povejte, vse, ko bo vas bolelo, boste vi tudi zraven rasli. In ta tretja, svetloba. Luč, vedno se spomnite, luč je na koncu tunela. Evo in mi tudi prijemo na koncu tunela. To je že zdaj malo. Vedno, se veste, po dežju vedno posije sonce. Mi je včeraj poslala ena moja čudovita oseba, mi je poslala Maurico, največjo Maurico, tako lepo. Potem, kaj sem še želela povedati, kako lepo je, ko zavestite, ko vidite, da imate enake vzorce, kot jih je imela vaša mama ali vaš oče do vas. In vi enake vzorce prenašate na svoje otroke. Tako da, prej ko to ugotovite, vidite, ko vedno rečemo, nočem biti taka kot moja mami, nočem biti taka kot moj oče, pa na koncu vidimo, da smo čisto enaki.
da se je treba nekaj na tem naučiti, delati na sebi, da lahko delamo spremembe. Želim vam en čudovit petek, pa potem vikend, krasne praznike. Med mojimi ambasadorkami je tudi moja draga Teja, ko bo drugič imela z mano pogovor, ki je njeno poslanstvo, je prižiganje lučk in dela najbolj trajnostne svečke in to je nekaj res, in tudi ona je sama lučka. Ona je sama lučka, v soboto bom dala njen post, ker naredila je trajnostne svečke, ne samo za grobove, ampak tudi za domove. Midva z Igorjem imamo vsak dan svečo prižgano. Eno imamo prižgano tako, zdaj pa mi je rekla, da konc tega, zdaj bom imela pa trajnostno skozi prižgano, 90 dni pa jo bom zamenjala.